Trgovinski spor med Kitajsko in Združenimi državami Amerike se vse bolj zaostruje. Kitajska je zdaj uvedla carine za številne ameriške proizvode. Nove dajatve veljajo za 128 proizvodov, med drugim so uvedene 15% carine na uvoz svežega sadja, oreščkov in vina. Veljajo pa tudi kar 25% dajatve na svinjino in reciklirani aluminij. Ministrstvo za finance je sporočilo, da bo novi carinski režim uravnotežil izgube zaradi ameriških dajatev, uvedenih pred dnevi. Te naj bi povzročile veliko škodo interesom njihovi državi. Kitajska uvedba carin je bila napovedana marca, takoj zatem, ko so Združene države Amerike uvedle 25% dajatve na jeklo in 10% carine na izdelke iz aluminija. Ministrstvo je še poudarilo, da Združene države Amerike s carinami kršijo pravila Svetovne trgovinske organizacije. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump na Twitterju piše, da je mednarodna meja med ZDA in Mehiko vse bolj nevarna, se karavana migrantov, v kateri je več kot 1500 ljudi, vse bolj približuje tej meji. Migranti so iz Hondurasa, Salvadorja in Gvatemale. V mestu Ixtepec so lokalne oblasti domnevno celo zagotovile vozila, s katerimi prevažajo migrante. Pomagajo pa jim tudi pri oskrbi s hrano, vodo in zatočišči. Trump je v nedeljo tvitnil, da obtožuje Mehiko, ker ne stori ničesar, da bi zaustavila pretok priseljencev, ki iščejo prehod na sever. Zapisal je tudi, da ne bo nobenega dogovora o legalizaciji statusa mladih odraslih priseljencev, imenovanih Dreamers, sanjači. Najmlajša Nobelova nagrajenka za mir, Malala Yousafzai, ki se je prejšnji teden po 6 letih vrnila v rodni Pakistan, se je danes vrnila v Veliko Britanijo. Med govorom pred televizijskimi kamerami na sedežu pakistanskega premierja Šahida Hakana Abbasija je jokala, ko je govorila, kako si je vsa leta želela vrniti v domovino, prav tako, ko je opisovala domačo pokrajino Swat. Malala je med svojim obiskom namreč obiskala tudi svoj rojstni kraj Mingora. Poudarila je, da je vesela, da je zaradi požrtvovalnosti njene družine tam spet mir. V spremstvu vojske je obiskala tudi eno od šol. Njen obisk Pakistana, sploh pa pokrajine Swat, ima velik pomen. Malalo po svetu spoštujejo zaradi njenega aktivizma, v Pakistanu pa imajo precej deljena mnenja. Nekateri celo menijo, da je agentka Zahoda, ki želi osramotiti svojo državo.